Stop, kva? Kva? Stop! Aj, okej. Sem odprl in lej. In eto ti. Ne, v redu je. Nam je spametno, da še svojega preveril. Dokler smo tako hitri, je še vse v redu. Ja, valjda. Pizda mater. Ampak ti bilo pa zele pa bilo. Stop! Svaka čas. Ok, pa pojmo še enkrat. dajmo. Ker smo se glih pogovarjali, veš, da se zgodi tudi profesionalcem. Ne? Ja. V 37 epizod si rabo, da čakaj nakličem hudiča, kam volej. Ne, sem rekel, eno sezono, odkud govor? Eno sezono, da se nek tak, pa še ni bil nek zajeb velik. Mislim, v bistvu, trkam. Ker ga dost hitro si ga skinu. Ne? Tako da je v redu. Trkam. Jaz tudi. Dobro, da nimam kakšnega ekrana česa, veš. Ja, ker jaz imam, veš, jaz ne bi videl, če... Ja, veš, ko jaz sem si pa glih hotel nekaj potegniti na ta drug ekran, ne, in vidim, benih unih ni, veš. Da se ne premika. Dobar, Jaz imam, veš, jaz imam samo en ekran in jaz bi, mislim, ne bi opazil do konca po moje. Ja, jaz tudi ne. Dobar je, lej. Okay. Dobar, ajde. V redu, pičimo. Pičimo. Zdravo, opravičujemo se za vse nevšečnosti. Je podcast o življenju, vesolju in sploh vsem, v katerem po nekem čudnem naključju vsako epizodo obdelamo tudi eno poglavje iz štoparskega vodnika po galaksiji. Mi pa smo Aljo, peli. In zi. podpora. Hvala za vse ribe.si. Hvala podpornikom, tudi bodočim. Pelicon.bir. Koda brez panike, 10% popust. Družabni smo, na omrežjih pa smo afna, opravičujemo se. Hvala, ker nas poslušate in delite svoje storije z nami. Tako, hvala, Ja. ker ste. To je to. Hvala, Tako, ker ste. hvala, Tako, ja. ker ste. Hvala, ker ste. Čakaj, Radi to- vas to je imamo. To drugač bila ena reklama, ne? Ja, Ja, kdo to merci, imel? hvala, oglas, Ja, ni reklam, oglas. oglas. No, oglas. A je to kaj razlike ali kaj? Je ful, to pa je, ne smeš reči. Reklama ne smeš reči, koliko te bo vsi ti iz agencij te bojo nasukali. Ja, Ja, pa je, ne smeš. A se vemo, Reklama je kaj si tako. avtor mislil od teh z agencija, veš? jaz bi včasih tudi kakšnega z agencije nasukal. Ja, lej. Pa ne, sam kršenga. Včasih je bil pa ekonomsko-propagandni program, a ni bil EPP. Tako. Ja, seveda. EPP, ekonomsko, ta je lepa ekonomsko-programni program. Pa točno si vedel, a veš. Da se je že v štartu, da se je že z imena Ja. vedel, kaj je, ne? Ja, ne pa zdaj, a veš, ko moraš. Pa se je prav, ker gre za propagando v resnici. a veš. Ja, sej to, ne? Ja, Ja, sej. mislim, da si že z imena vedel, ne? Kaj, da je pač... A veš, o čem je fora, ne po mojem? Ker advertising oziroma oglaševanje se sliši ful manj škodljivo, kot v resnici je. Ne? A veš, ker če pa ti veš, da gre za propagando, ne? Ker ti pere ima možgane, že tak a veš, negativen prizvok. je pa Propaganda avtomatsko ima- negativen prizvok. Ne? Ja. Če pa Propaganda ima negativno konotacijo, ne se drugega ni. Ne. Kje pa delaš v advertisingu, kje pa delaš v propagandi? Ekonomska propaganda, ekonomska propaganda. Ekonomska propaganda, veš. Peli to mogo v nemščini povedati. Tudi to je v redu, veš. Peli ti si zdaj tudi, a veš, zelo lepo, kako bi rekel, z Ja, da bi zvokom bil v zvok sodeletnici. zraven, ja. Tudi če ne bi vedel. Da bi ga videli. Ja. Sam Goebbels se ga ne bi sramoval. O ne. Ej, a bomo imeli v letošnji sezoni kakšen live lahko imamo enkrat Live? naredimo, ko bo konc, ne live, ko bo konc karantene, pa bomo spet v studiu mi. Ja, Lahko naredimo eno vklapljanje live za naše podpornike in podpornice. A veš? okay. Aha, tako na obrežja pa to misliš. Še preden bomo pri tretji knjigi, bomo že gostovali v kakšnem kraju popeljevo. Kaj? S kakšnim avtobusom se bomo vozili po Sloveniji, pa bomo vsakič gostovali v kakšnem kraju. Ne bomo kot potujoča križica. Lej, ko bomo, jaz sem za, ker zdaj rabam, ker sem prepoved, sem doma in gremo, ajde. Ja. Pa ne, da gremo mi live nekam v kraj. Ja, da ne, imamo gremo. live stream. 24. maj v Trzinu pride največji šov na svetu. Kulturni Štoparski- dom Trzin. Opravičujemo se za vse nevšečnosti.
je To, podcast, to. ki ga boste poslušali v živo. Zvočni efekt. Tako. To, a? Pa še snemati treba, ker sem glih kar posnel. Evo, narejen. Zvočni efekti in Vse ključ. imamo. Sam Vse še imamo. avtobus ramo. Nekje. Avtobus, to je najmanjši problem. Ja, bomo šli kar z urbano. Z vlakom, do Trzina z vlakom. V Trzin ne moreš iti z urbano, zato ker je druga občina. Z vlakom gremo lahko. Z vlakom gre nujno. Pa železnice za sponzor, pa to vse to. Narejen. Narejen, to je dobro. To je dobro. Tako da pridružite se. Mi imamo na najstarejšem, v bistvu na najbolj zastarelem transportnem sredstvu bomo propagirali v bistvu medplanetarne polete. Ja, valjda. Lahko bi šli z uprego, tako da ne, mislim, ali pa peh. Tako da ni najstarejši. Če tako gledaš. Neki, mislim, tehnologija se je kle začela. Ja. No, a veš, če gremo z uprego. Čeprav, ne, ja, zdaj, ko smo. Mislim, moji otroci bi bili veseli, ker bi bili konički pol. Tako da mislim, da bi mogli pol zraven, mislim, hotel zraven. Če gremo z uprego, vidim dve stvari, ki gre ta lahko na robe. Ena je ta, da mislim, eno pozitivno stvar vidim, to, da se bomo lahko medtem, ko se vozimo na upregi, prepravili na dejansko epizodo, to bi bilo v redu. B, pa če bi imeli pa alkohole zraven, pa Mene zanima, a zna biti pa nevarno. Ja, a tehnično voziš, če si na upregi, kako v bistvu pele, ne? Se pravi, če piješ, a si ti voziš avto pele. Če bi še res starega kojna, dubelj bi nas tudi pol domov privlekel. Sej to mislim, a veš, da konj te pele sam, ne? Se pravi, on je tehnično voznik. Mislim, da vem, a to velja pol, a si ti voznik, ki imaš vajeti v rokah. Fuck. Ali jih pustiš tako gor, pa pač pele. Če imaš vajeti v rokah, če pa nimaš pa kaj, kdo je pa kriv, ja? Se pravi, a veš, da ti zdaj tako, kot naš vladni vrh, ne? V bistvu hočejo obkriviti, oni imajo vajeti, ampak hočejo kojna obkriviti, da je kriv za vse. Ne, jaz to sprašujem, jaz ga nisem Ljudstvo hočejo obkriviti, da je kriv za vse. Zdaj smo klesmo neki. Jaz se sprašujem, ali imamo mi to možnost, veš, kako je v naših zakonih, če tebe dobijo na upregi, pa spijo. No, da ti bom spet na naši vladi razložil. Ne bi radi razlagati, ko ono že preveč razlaga. Če bojo varno pripeljali domov, potem so oni držali vajeti in je bilo vse v redu. Če bo pa šel v zajeb, je pa konus bil ves čas teglavan in je vse ali pa voz, ali pa cesta, ali pa daj tukaj vse, kar se zgodi. Mislim, seveda. Ali pa komunisti kot vedno, no, sej pustimo to, ne. No, ampak to z uprego bi veljali preveriti, to mene tudi zanima. Ne, mene sem, a veš. Kako je s to uprego? A veš, s tem lahko rešiš te probleme kdo bo pelil na špil avtomatsko, uprega. Sicer si rekel, recimo v Mariboru je malo težko, ne, ker rabaš en teden ne prideš do kaj, ampak lej, prideš pa. Dobre, le. Okay, zgodba do sem. V prejšnji epizodi nas je v drugo knjigo pospremil sam gospod Lojz Kudre. Hvala mu. Ja, hvala lepa še enkrat. Mi smo pa zdaj v bistvu, zdaj pa čas, da spet slišimo opozorilo za kvarnik, preden štartamo, preden primemo bika za roge, ali kako že. Ne, kojna za vajeti. Preden smo kojn na tla vrgu. Ali si videl ta video, kojna je na tla vrgu? Kaj? Če ne veš, pol nisi videl. Če zdaj nisi cikl, pol nisi videl. Pošljem. Ker da v opise, da v novce. Bom dal še v novce, ja. Imaš prav, ja. Kojne na tla vrgu. Brez veze, da razlagam. Legendarno. V glavnem smo v restauraciji ob koncu vesolja, ampak v bistvu nismo, ker smo v prvem poglavju te knjige. In zdaj je pa to, kar smo mi hoteli prejšnji teden narediti z unim opisom od Wikipedije, zgodba do sem. Ja. In lepo, avtor čisto lepo, če bi prebrali kakšen poglavje naprej, bi mogoče vedeli. Ja, zgodba do sem, na začetku je bilo ustvarjeno vesolje. Pa saj smo vedeli. In tle ima pol uno zgodbo o kako številne galaktične rase verujejo, da je vesolje ustvaril
nek bog. Takšen ali pa drugačen bog. Ja, Veš, to sem študiral. Ker sem prejšnji teden rekel, ne, da sem začel brati o razvoju vesolja, pa tega pa mi je pač možganček eksplodiral mal. Možganček pomanjševalnice, zato ker velik pač ni, očitno, ker ni razumel. Ampak ne, valjda, da je ful lažji stvar reči, da je neko nadbitje naredili neki, pa ne, en je rabu 7 dni, oziroma tale ljudstvo. To so zgubljali tukaj na virtualni kavi. Aljo, kje si? Ven ga je ruknil, ali se je pa sam ruknil. Glih sem videl, da je nekaj za cikl, pa za nikal, pa plup. Čak. Evo ga. Aha. Evo ga, si nazaj, Aljo, ven te ruknil. Nekam me je butnil ven. Ja, lej. Dobar. Pa Vlado si šifo, veš? Prele. Kdaj? Ja, kdaj? Ta faca. Vajeti pa to, ha? Kdaj je rekel? Si dobro, to dobro na sodišču, polka te bojo. Kdaj, nisem, kva? A ja, to da so me že odkonektali. Ja, veš, da poslušajo. Smo tam, ja. Ne bodo fantje več. Ne, pa sej nismo... Skratka, ja, Peli si govoril neki. A ja, to, da je to ljudstvo Jatravartidov. Vitvolde. Bravo, z Vitvolda 6. Tako. Ne, pa oni pa verjamejo, da je vesolje izkihnil iz svojega nosu nekakšen veliki zeleni čiho krč. Ne. Ja. In pol razpreda. No, se, veš, da se je tako, kot so veš, recimo, da Grki pa Rimljani imeli za vsako stvar so imeli svojega boga. Ne. Veš, se razloži stvari s tem, da imaš ne. A veš, bog groma naredi, grom pa strelo. Ja. Tako naprej. Ja, lažje razložiš stvari, ne? Če rečeš, da to je pa eno veliko bitje, pač vse mogočno, on to zrihta in to je to. Takole imamo, pa takole je, misliš. Ja, valjda. Imaš prav. Tako da tukaj imamo pač veliko, v prvem poglavju razglabljamo o temu velikemu zelenemu. Ne? Ja, in kaj njih je blazno strah prihoda velikega belega žepnega robca. Ne? Tako, ne. Seveda, kar je logično. Ne? Če je veliki zeleni, ja, ki ga izkihnil. Kakšna so ta modra bitjeca. Modra bitja, ja. 50 rok, ne, in so v zgodovini edini primer civilizacije, ki je izumila razpršilec za deodorant pred kolesom. Ja. Zgleda, da imajo malo težave z Ja, lej, mislim, veš, če imaš 50 rok, rabaš veliko deodoranta, ne? Ja, skoraj, ja. No, ampak da to je samo pač ena redkih, ne, da izven njihovega prostora nima velik zagovornikov njihova teorija, ne. Ja. Pa glede na to, ne, da imamo že mi na zemlji, mislim, da po zadnjem štetju, da jih je okoli 5000 različnih bogov in teorij. Tako, ja. V bistvu sploh ni tako čuden, ne. Ja, pa glede na to, da se je sam 6 milijard, ne. Mislim, v primerjavi z vesoljem, recimo, če je tako vesolje, ki je tukaj, ki je očitno zelo gosto poseljeno, ne. Mislim, ne, že tako razmišljaš, veš, da ne, če pač ta čihohrc ni bil izven njihovega dometa prav dosti priljubljen, ne, koliko mora biti, če letale naš mal priljubljen, ne. Ja, mislim, ja. Je res kaj en tak reven bratranci ne vem kje. Ja, da ne bomo kakšnega slovenskega kraja slučajno da ne bojo. Ja, tako da. Vse se lahko zmenimo, da itak ti imaš velikrat Trbovlje, tako da imamo lahko Trbovlje to. A ne, Hrasenk imaš za cene nepremičnin, ampak to je drugo. Tako da imaš prav, v bistvu, da cene nepremičnin se strinjamo, da so v Hrasenku res... No, recimo, glih danes ena stranka mi je razlagala, od kje izvira doma, no, in je Sveti Tomaž nad Ormožem, ne, da je res en tak od Boga pozabljen kraj, no, tako da mogoče bi... Že Ormož je majhen kraj, ne, a veš, ne, pa Sveti Tomaž, ne, ki pa nad Ormožem pa verjetno ne more ili Bog ekvano. Ne, pa Ormož je fajn. Imajo pa cerkev. Seveda, ne bo ta verjela, da se imenuje Svetega Tomaža. Ja, no, še rekel. Ne morem verjeti. Mislim pa itak, Sej vem, da sem vaj presenetil, sej vem.
Tako ima pa vsak kraj, ki ima malo večji, ima svojo vukojebino. Veš, vse to, veš, ne. Blizu Ljubljana je Harjul, ki je vukojebina, ali pa Ik, ne. Ja, to je res. Ja. A veš, Štarice imajo Kungoto, ne, spodno, se mi zdi. Zgornjo, ja. Spodno, zgornjo. Ok, ne, tako da ja. Tako da ja, ne. Tako da s temi bogovi je res križ. Ja. Ja. No, potem pa seveda pridemo na hiperinteligentna paridimenzionalna bitja, ali sta hotela še kaj o bogovih? Ne, nič kaj preveč. Aj, v redu. A kdo gleda ta American Gods nadaljevanko, čisto tako, ki smo jih pri bogovih? Ne, sem bral knjigo, pa je veliko boljš kot nadaljevanka. Nadaljevanko sem prve 2 sezoni pogledal, pa raj knjigo preber. No. Aha, ok. Pižama prevedu, dober. Okay, ja, sem to pol, ja. No, kje smo pa mi? Aha, pri teh naših paradimenzionalnih ali kakšnih bitjih že, ne? No, ki so bogovih levo, desno. Ki so si zgradili orjaški superračunalnik z imenom Globoka misel, slovenska Wikipedija. Ne, a veš? No, in pa razloži, kaj se je zgodilo. Če hočete vedeti daljšo obnovo, kaj se je zgodilo v prvi knjigi, pojdite poslušati vseh ostalih 36 epizod. Kjer bomo do potankosti razložili, kaj se je zgodilo. Ja, in tudi še kaj drugega. In tako tudi razložijo, kaj se je zgodilo, potem, ko so prišli s tem računalnikom, ko so prišli eni prijazna bitja, ki se jim reče vogoni, in razstrelili zemljo. Lih mal preden. Čak! Bi mogli se. Prehiter si. Prehiter si. Pač imamo ta računalnik in... Dobro, jaz sem že pač... In ta globoka misel jim je postregel pač s tem odgovorom na končno vprašanje, ne? Tako. Ne na končno, odgovor na vprašanje. Na vprašanje o življenju, v vesolju in nasploh vsemu. Tako ne. Ampak ni pa imel končnega, se pravi povedal, mi je končni odgovor, ni pa imel končnega vprašanja. Tako. Na odgovor na vprašanje o življenju, vesolju in sploh vsemu. Ne? In zato je pol uletel v kadar en mega velik računalnik, ki je v bistvu izgledal kot planet. Imeli so ga za planet, ne? Ampak to v bistvu tista bitja, opicam podobna bitja, ki so begala po njegovi površini. Ne? Ga imamo zaenkrat čez zdaj za planet. No? Ja. Tako je. Čeprav se nam je kle v bistvu ozadje se nam je kle razkril. Ne? Mi smo ga tudi, ne? Dokler nismo te knjige prebrali, smo ga tudi imeli za planet. Ne? Točno to. Ja, točno to, ja. Tako da, zdaj smo pa ugotovili, da smo del nečesa večjega. Tako, ja. Ampak še zmeraj ne vemo, kaj se zgodi s tem vprašanjem, zato ker so ta računalnik tik preden bi prišel final ven, uničili uničili vagoni in zato, ker so hoteli narediti obvoznico, ne, in upanje, da bi odkrili smisel življenja, se je za vekomaj razblinilo. Ne pozabimo pa tudi na uno gospodično iz From Wrthswortha, ki je glih takrat, ko so vagoni razstreljali planet, glih kar ugotovila, kako bi se imeli lahko na planetu vsi lepo in fajn, pa je šlo tudi to nič. Sam, a veš, ne, sej, ni v bistvu sploh ni, a veš, klemaš en zaplet, ne, ker zgleda, da je bila ta ženska, ne, je bila v bistvu rešitev tega programa, ne. A misliš, da je ona pač kot... Ja, seveda, ne, mislim, Zemlja je bila računalnik, ne, in ona je prišla do odgovora v bistvu po mojem smislu življenja in nasploh vsega, ne. In v bistvu ona je tista, ki je bila končno vprašanje, no. Ona je bila printer v bistvu. Ona je bila, vse tako, kot pol tudi zvemo, ne, zakaj se hoteli miške, ne, zakaj se hoteli od Arturja, ne, možgan je, ona je bila, je njen možgan je to prej pogruntal, ne, čist samo od sebe, ne, kot organski računalnik je ona pogruntala rešitev, ne. V bistvu je, po komu že to, po Jungu,
ali komu je to, da bi črpali v bistvu iz kolektivnega nezavednega. Ne? Se pravi, Tako. da je glede na to bi tudi Artur vedel, če je ona prišla do tega odgovora. On se ni zavedel, tudi... ona se je pa zavedla tega. Tako. Artur je na nezavednem mogoče vedel to, ne? Ona je pa zavedno osmislila to. Ne? In zato, ker je bila zelo čuteča, je to vedela že 5 minut prej. Ne? Ja, lih takrat ne. To je kot doktor Fila poslušal. To bo zdaj dal ven, zato da bo zgledal, da smo bolj brihtni, kot smo. Mislim, sam ta del, ki si rekel, da smo brihtni. No, ja, tle moramo pa zdaj povedati, da prihaja naslednja citata gostja. In to je Maja Čakarič, strašno huda podcasterka zadnje cajte, vmes, prej in potem pa tudi strašno huda novinarka. Ona je bila tudi ena od ekipce, ki so Panama Papers šmelcali tam. Opa, ja. Vse čestitke in bravo. Tako, zdaj imate pa s Klaro podcast strašno hudi, vmes pa še na ostro, kaj zaoštri, ali kako se reče. Zakaj pa gre ta strašno hudi podcast? Strašno hudi zanimivo? Podcast je pa o v bistvu strašno zanimivih in strašno hudih ljudeh. Ok. Ja, priporočam. Imajo intervjuje z raznimi, ne vem, z ustvarjalci, umetniki. Zadnje cajte se ful fokusirata na pisatelje, pisateljice, na publiciste, kakorkoli. Ampak tako, drugače pa tudi intervjuje z vsemi možnimi. No? Ampak tako, ne tist na prvo žogo, da bi rekel, ampak vedno zanimivi intervjuji in zanimivo izbira gostov in zanimivo vprašanje in odgovori. Tako da veliko stvari lepih sem že pošušal. Sliši zanimivo, nisem vedel. Močno priporočam. In si ga dajem v kako bi rekel, svoje bookmarke, ali kako se temu. Dej si ga. Si ga bom nanudil in že poslušam. Ja, super. Tako da Maja bo zdaj le prebrala tale del od 2 teh opičjih biti, samo da vidimo, če smo na zvezi. Maja, se slišimo? Absolutno. Super, pa kar izvoli, lepo prosim. 2 od teh čudnih opičjih biti sta preživeli. Artur Dent je ušel v poslednjem trenutku, pa le zato, ker se je nenadoma pokazalo, da izhaja njegov stari prijatelj Ford Prefect v resnici iz majhnega planeta nekje v bližini Betelgeze in ne iz Guildforda, kot je trdil dotlej. Še več, da zna tudi štopati leteče krožnike. Trisha Macmillan ali Trillian jo je popihala s planeta že 6 mesecev prej z Abhodom Bibelbroxom, tedanjim predsednikom galaksije. 2 preživela. Ja, Maja, hvala lepa za tole. Ja, samo 2 preživela, ne? Samo 2. Ja. 2 preživela, to je vse, kar je ostalo od največjega poskusa vseh časov, da bi našli to dokončno vprašanje in dokončen odgovor. Ne? Ja, kaj se pa zgodi? Kot ponavadi, pečino obešalnik, kaj ti? Manj kot pol milijona mil od njune zvezdne ladje, ki leno drsi skozi črnino vesolja, preži vogonska ladja in se počasi bliža. Spet so vagoni in to spet v začetku knjige. Ne? Evo njih, ne, mislim. Te vagoni... To je tako, kaj veš, zmeraj nadiš, veš, te drug del, ne, te drug film, ne, nadaljevanje filma nadiš večji, a veš, ista stvar, sam večji. To je tako, kot intro pri Star Warsih, a veš, kaj je vuž. Poj pa zmer kadar, ki gre iz vesolja na planet. Ja, se pravi. Veš, je pa zmer isti. It's gotta be bigger. Pa več naravno imamo za efekte. Ta prvi dober prinesel. A veš, le se dela, zakaj bi spremenil, če dela, zakaj bi, a veš, zdaj neki motovilo, ne. Ja, to je to, ja. Zdaj gremo, ne, piči miško, ne. Toliko imamo dobre bad guye, ne, da jih ne bi menjali. Ja, valjda, a veš, spomnil si se, ne, a veš, spomnil si se Darth Vadera, zdaj pa neki drugi se spomnil, ne gre, ne. To je to, ali kaj? Še outro naredimo, ali kaj? Dajmo, ja, takole bom rekel, recenzij ni, razen če bojo, naknadno jih bomo pač povedali, vabimo pa poslušalstvo, da preberete citat iz, se pravi, 38. poglavja in še enkrat ne omenimo,
če lahko Alojz Kodre poklical, lahko pokličeš tudi ti. 05 99 68 685. Hvala lepa. Ker štopanje po galaksiji ni poceni, naš podcast pa je, nas lahko, če nas lahko, podpreš tudi ti. Vsem, ki nas že podpirate, iskrena hvala. Iz srca pa vsem najlepša hvala za poslušanje. Z vami smo bili Ali Opeli in Zi, in če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe, .si. Jej! Jej, wow, Dobro. prva iz druge knjige. Fuh. Smo mi kaj šteli, koliko imamo teh epizod za drugo knjigo? Ne, Kaj da? koliko jih je? A koliko jih je? Smo kaj šteli? Jaz si nič gledal. Velik, mal. 34. A veš, da zdaj imamo 42 minut. Vidva imata malo več. Jaz pa imam. Jaz pa malo več, malo več imam. Čakaj, to ustavimo, a ne zdaj. Save. Okay.